dan, to je podcast Dobra knjiga z dobrimi gosti. Spremljate nas na aplikaciji Mladinska knjiga plus. Jaz sem Aljoša Harlamov in moja današnja dobra družba je Iva L. Novak. Pozdravljena, Iva. Živijo. Tako nekako jaz zdaj v vsakem tem podcastu sprašujem gosta eno tako osnovno vprašanje, ker vseeno smo tukaj, da govorimo o dobrih knjigah, pa ni nujno, da samo o tej knjigi, o kateri bova danes govorila, ampak na splošno o dobrih knjigah. Zato te vprašam, kaj je bila zadnja knjiga, ki te je navdušila, oziroma tako, katera knjiga, ki si jo prebrala v zadnjem času, te je najbolj navdušila? Bom izpostavila kar letošnjo prejemnico Rožančeve nagrade, Ivano Džilas. Ta zbirka esejev me je popolnoma presenetila, navdušila z iskrenostjo, z avtentičnostjo, pogumom, predvsem pogumom, kako se loteva različnih predsodkov, kako odstira težke, intimne teme, pa kako to počne tudi s humorjem, kar je izvrstno. Pa dodala bi tudi Dijano Matkovič, za katero menim, da ima podobne, da bi lahko podobno opisala knjigo. Obe bi lahko in z veseljem priporočam naprej. No, super, hvala ti za to priporočilo. V našem podcastu namreč verjamemo, da se o dobrih knjigah treba pogovarjati in tudi midva se bova danes pogovarjala o eni zelo dobri knjigi. V današnji epizodi podcasta Dobra knjiga torej gostimo Ivo L. Novak, o kateri na spletu lahko preberemo bolj ali manj samo to, kar piše tudi zadaj na zadnji platnici knjige, kar se mi je zdelo zelo skrivnostno. Namreč, da je nekdaj fotografirala, zdaj pa piše, in da je s svojimi kratkimi zgodbami uspešno sodelovala na več natečajih, a Jačo ponovno pa je njen prvenec. Zdaj pa mogoče, je prvo vprašanje malo mogoče logično, mogoče tudi komu ne, ampak mene res zanima, kako od fotografinje prideš k pisanju, posebej k pisanju proze. A veš, jaz verjamem, da fotografija mogoče ima neke podobnosti s poezijo. Dostikrat tudi, recimo, so pesniške zbirke, kjer je poezija sopostavljena s fotografijo ali pa kaj podobnega, medtem ko fotografija pa proza, roman, ki zahteva nek zic leder, kot temu rečemo, posebej uredniki zelo radi našim avtorjem, ta prehod mi pa ni najbolj logičen. Ja, v resnici sem nekoč pisala poezijo. Aha, okay. Tako sem začela. S fotografijo sem se začela naključno ukvarjati, ko sem se nekoliko naveličala sedenja in branja in tudi pisanja. Želela sem biti v stiku z ljudmi, slišati njihove zgodbe, slediti njihovim življenjem, na kar se je tudi to spremenilo, pa sem potem ugotovila, da je pisanje vseeno tisto, kar mi bolj leži, oziroma leži, s čimer sem lažje prišla do tistega, do česar mislim, da moram priti, pač tistega, kar Elena Ferrante reče, ob čemer srce hitreje bije, kot prideš do točke, kjer postane težko. Jaz mislim, da je to povezano s sramom sicer, ampak da vztrajaš na tistem. Zdaj, med fotografijo, odvisno, kaj fotografiraš. Zdaj, če si dokumentarna fotografija, je zagotovo, to so lahko projekti, ki trajajo zelo dolgo, ko zasleduješ en projekt oziroma eno stvar in to fotografiraš. Tako, potem je neka zgodba pri dokumentarni. Tako, zgodba. In je v bistvu isto editing. Ti najprej fotografiraš, lahko ogromno, zdaj, ko imamo digitalno fotografijo, in potem sediš ure in ure, urejaš, režeš, odvisno sicer imaš digitalno ali analogno, ampak editing je zelo pomemben. Ti v bistvu točno veš, kako boš s fotografijo vzbudil neka čustva. Yeah. Tako da je na nek način podobno to sestavljanju romana. Okay. Ampak odvisno spet, koliko časa to počneš. Je pa ena stvar, ki pri obeh stvarih skupno je pa ta v bistvu, vsaj meni se zdi, ta globina v bistvu, ta bližina, ki jo moraš imeti. Zdaj, fotografinja, Leticia Batalja, ona je Mafijo fotografirala. Mislim, da se ne motim, da je ona rekla, ona je uporabljala širokokoten objektiv. Okay. To pomeni objektiv, s katerim moraš biti precej blizu človeku, da v bistvu ga ujameš. Če ne, je pač ogromno informacij. Yeah. In ona je uporabljala ta objektiv zato, da v bistvu, mislim, da je rekla nekaj na tak način, da moraš biti dovolj blizu tistemu, ki ga fotografiraš, toliko blizu, da te lahko v bistvu udari oziroma se te dotakne. Okay. In to je res zanimiva stvar, ker v bistvu pri pisanju se mi zdi, da je nekaj podobnega. Moraš iti toliko blizu, da v bistvu se te to lahko dotakne nazaj. To globoko moraš iti. No? Tako da to je ta... Ja, ampak se mi pa zdi zanimivo, ker si zdaj to rekla, ampak ti, ko fotografiraš drugega in moraš biti drugemu blizu. Ampak pri pisanju pa jaz nekako mislim, da je obratno, ti si zdaj sama sebi blizu. Res je, ja. Mislim,
na nek način, ja, čeprav v resnici sem ugotovila, da kolikor je to pač samotno početje, v resnici so vsi drugi zelo udeleženi zraven. Na nek način morajo biti dovolj blizu, da lahko komunicirajo s tabo. Ker če tudi sediš in pišeš sam, v bistvu si obkrožen konstantno z ljudmi. Okay. In je pomembno, kako se oni odzivajo na te. Ker to vpliva. Tako da ja, tehnično seveda je popolnoma drugače. Ampak vse tisto, kar se dogaja spodaj, pa meni se ni zdelo, no. Ni se ti zdelo toliko različno. Mislim, zdaj, če bi jaz bila dokumentarna fotografinja, to recimo bi bila moja želja, recimo ne toliko portretna, morda bi ostala, ker to je res zanimivo. No. Mislim, spet, pa si avtor, v bistvu sam si avtor, ne, ti samo v bistvu spet kreiraš stvari. Mislim, ta iskrenost pri pisanju ali pa fotografiranju, mislim, jasno mora biti, kdo je zadej. To je meni tako ključno, da mislim, nič bolj v bistvu. Da ni slučajno sem naredila to fotko, pač točno vemo, kako fotografija nastaja, ne, pač samo premaknem se, vsi danes pa sploh s temi Instagrami in to, samo premakneš se mačkam, pa imaš čist drug kader. Tako pomembno je v bistvu zajeti te stvari prav. In tu je enako pri pisanju. No, super. Zdaj mogoče bo za začetek tudi boš povedala, kako je sploh prišlo do te knjige. Meni je namreč zanimivo pri tem, ker priznam, da tukaj pa imam malo nekega profesionalnega ponosa, imam vedno ta nek občutek, da jaz večinoma vsakega človeka, ki v Sloveniji, vsakega Slovenca, ki pri nas izda knjigo, nekako poznam, sem že slišal zanj. Pri tebi pa je šlo tako, da ko je meni Andrej javil, skratka, da bo išel ta tvoj roman, da ga je on sprejel v program, jaz priznam, da nisem imel pojma, kdo si, in sem tudi Andreja spraševal, kdo pa je ta pisateljica, odkot pa se je vzela. Predvsem pa me to presenetilo in k temu bo še seveda prišla, ker sem prvič prebral tvoj roman, ker se mi je zdel pač izjemen in se mi je zdelo, da zelo redko pač take ljudje in taka besedila grejo mimo mene, da se kar tako nenadoma pojavijo. Tako da mogoče, če vseeno razložiš, odkot si se vzela. Ja, v resnici jaz pišem že od začetka, od prvega zlomljenega srca. Evo, tako, to je nastala takrat je nastala prva pesem. In potem sem samo nadaljevala, ampak nisem se nikoli omejevala na nič. V resnici pisala sem poezijo, precej slabo, če zdaj pomislim. Tako kot tudi vsi velik rim. Na i posebej. Potem pa na faksu sem se začela s kratko zgodbo ukvarjati, pa tudi poskusila sem romansom. V resnici nisem vedela, kako s temi stvarmi. Pač dnevniško pisanje, to pa seveda ni omejitev in to je šlo. Tako da nadaljevala sem s pisanjem tudi potem, ko sem v bistvu zaključila fakulteto, pa začela fotografirati. Potem pa na neki točki sem začutila, potem ko sem rodila, da moram narediti tisto, česar se bojim. No? Da očitno se tega res bojim in da bom pač morala iti točno tja. In sem napisala prvi roman, ki je bil slab, in sem ga odložila. In potem slučajno, ko sem tistega pospravljala, se je zgodila neka nesreča letalska in je teta mi poslala neko sporočilo, ki je v bistvu bil nek... v bistvu so žalje izrekla, pa je to poslala Sky News ali kako. V bistvu tem žrtvam, svojcem v bistvu. In ona je tako zelo vesel človek, tako res lep človek. Pa seveda je dala čez težko otroštvo in tako naprej. Ampak v tistem pismu je bilo tukaj ene bolečine, ki se je pač vrnila in sem rekla, veliko je v bistvu letalskih nesreč, veliko je vsega tega, očitno se te stvari vračajo, ne, ostanejo, kljub vsemu, da ti pač seveda živiš naprej in tako. In jaz imam pa z babico si delim ime, zares, ne, jaz sem Iva, tudi moja prababica je bila Iva. In sem napisala njeno ime, moje ime in sem rekla, v redu, ok, tukaj bom začela, ker nekje moram začeti, mogoče je to dober začetek pač te
mislim, pisateljske kariere. Ne, pač pisanje na tak način. V bistvu približevanje temu, česar se bojim, verjetno. Tako. Okay. Ja, ker zgodba je pač precej zanimiva, skratka, tvoja glavna junakinja, ki je Iva, skupaj s hčerko in z bratom nekako potujete nazaj v ta nesrečni Ajačo, kjer je v letalski nesreči pač izgubila starša, ampak potem je vse v ozadju se razkriva skozi to neko preteklost, vsa neka, bomo rekli, odnosi znotraj družine, ki so seveda zelo kompleksni in zelo zanimivi. In pri tem jaz ne morem pač mimo tega, recimo mimo te podobe matere, ki jo ti res z neko zelo kompleksnostjo, z neko pač občutnostjo, skratka jo prikazuješ in ni tista tipična cankarjanska mati samopožrtvovalna. In to je, jaz ne morem verjeti, da sediva tukaj v letu 2023 in se še vedno pogovarjava o tem, da je to nekaj, kar ne srečaš pogosto v literaturi. In me zelo zanima, a je to deloma, a si ti to vseeno imela malo idejo namenoma pač narediti ta lik matere spremeniti, ker ga spremljamo pravzaprav iz dveh kotov. Ne? Spremljamo Ivo kot skratka mamo svoje hčerke in potem Ivo kot otroka svoje matere. Ne? In imamo tukaj in podobnosti med njima in neke popolne razlike pač med tem, kakšen je odnos, ki so seveda, jaz mislim, da tudi razlike v času in v kulturi. Ampak vseeno mislim, da pač, kot sem rekel, ne morem verjeti, da se danes pogovarjava še vedno in da govoriva, da je to nekaj res posebnega v literaturi in da je to en tak kompleksen lik, ki gotovo ni nastal po naključju. Ja, gotovo ne. Verjetno sem morala postati mama, da sem lahko šla čez vse te občutke, da so se zapisali v telo in da zdaj mora to ven iz telesa na nek način. Meni v resnici nekdo mi je rekel, ja, to so taki patološki odnosi, pa sem pomislila, a so res? Meni se je na mnogih mestih v resnici ni zdelo tako. Meni se je zdelo mnogo tega popolnoma celo vsakdanjega, če tudi gre za zelo težke okoliščine, ki spremenijo potek ali pa ojačajo nekatera čustva. Ampak mnogo tega navezanosti, strahu, skrbi, nemoči, jeze, to je tako tukaj, ko si mama, če si dovoliš seveda čutiti te stvari, če nimaš... Mislim, se je težko v resnici, ne, ker so narativa je povsem drugačna, ne, in se lahko znajdeš pred kar hudo preizkušnjo, če čutiš te stvari, pa v resnici ni recimo nekih fizioloških ali pa kakšnih drugačnih sprememb v telesu, da bi botrovale tem občutkom. Ampak ja, morda je nenavadno, pa se mi zdi, da bo dobro, če ne bo. Okay. Ja, no, da bo super. Čim več tega, v resnici ne samo moja knjiga, katerakoli na to temo, ker je zelo strupeno je misliti, da je ena narativa pravilna. Recimo A Life's Work od Rachel Cusk, to je mogoče že 20 let nazaj. Ta knjiga je pisana, torej ona pisateljca, kako v bistvu je z hčerkama. Pač pogrom je bil nad tisto knjigo in verjamem, da če bi danes išla, jaz mislim, da bi bilo podobno. In pomembno je, ker je nek prostor, kjer lahko si, če tudi se ne strinjaš z vsem ali pa začutiš v bistvu neko tenzijo ali pa ne, to pa ni moje. Vsak tak zid je v bistvu dober za to, da ugotoviš, kje si. In jaz mislim, da je fino, da so v bistvu, da je to zapisano čim več tega. No, super. Ker ravno to me zelo zanima. Zanimivo se mi zdi, ki si rekla, da tudi če bi knjiga Rachel Cusk danes je šla, da bi bil odziv isti. A se ti vseeno mogoče zdi, da je danes... Zdaj pa to je zelo težko vprašanje, lažje pisati. Seveda ne more lažje pisati, ker
pišeš vedno ti osebno, tudi ljudje, ki smo v 3000 letih pisali o tem, kako so nas pač partnerji ranili, ne? Nič nam ni lažje, tudi če se to ponavlja skozi in skozi, je vedno isto, ampak se mi zdi, da danes vseeno govorimo ali pa ugotavljamo, ne, saj nekateri bojo temu posmehljivo rekli, ne, da zunaj ta feministična ženska literatura, da je to zdaj postal totalni trend, ne, skratka, ženske pisateljice in ženske teme, ne, ampak meni je spet tako nenavadno, ne, da zdaj mi v letu 2023 govoriva, kot da je to nekaj novega, čeprav se je to dogajalo ves čas in čeprav so tudi take knjige nastajale, samo tako, kot si ti rekla, bil je pogrom nad njimi, ne. A se ti zdi, da je vseeno, zdaj pa tako bedasto povedano, okolje bolj sprejemajoče, da ti zdaj recimo lažje napišeš tako knjigo in ni pogroma recimo na tabo, ali pa da tudi lažje ti zdaj, ker obstaja neka tradicija, ker se ti zavedaš Rachel Cusk, Elena Ferrante, ne vem, vseh teh pisateljic, ki stojijo za tabo, a je zdaj lažje mogoče vseeno kaj pisati s tem nekim zavedanjem, da pa ja, to ni nič novega, da lahko pišeš o teh temah in da so že generacije pred tabo pisali o teh temah? Zagotovo pomaga. Mislim, vsak sopotnik ali pa vsaka sopotnica, ki je se izpostavila pa bila dovolj pogumna, da je pisala o teh stvarih, pomaga. Ker se, ko pišeš, potrebuješ neko samozaupanje in to samozaupanje pride tudi s tem, da je nekdo še nekje, ki si je upal povedati vse te stvari že prej. Pa so že mnogo prej, verjetno tudi pa. Ampak ja, na ta način je zagotovo lažje, ker potrebuješ pogum in mislim, da ko pridejo tisti težki trenutki in veš, kaj vse so že napisali, kaj vse so že dale čez, najdeš, da greš še dlje in v resnici je treba iti še. Mislim, odvisno sicer, kakšen je namen, ampak če je namen iskrenost ali pa neka ta iskrenost, potem je to kar potrebno. No. Tako da z tega vidika je lažje pisati, bi rekla, da ja. Ampak meni se zdi tudi, zanimivo, ker zdaj bo to mogoče malo bogokletno tudi od urednika, ki ureja Eleno Ferrante, ampak recimo jaz Eleno Ferrante imam kar rad, pa mislim, da so njene knjige absolutno pomembne in zanimive tudi iz tega vidika in iz vseh teh tem, ampak se mi zdijo zelo realistične, dajva tako reči. Pač tam je zgodba, tudi kljub temu, da gre za neko spominjanje, obnovo nekega skratka življenja, je precej linearna, ti lahko slediš, imaš tudi zunanje dogodke in je tako. Ti si pa obrala malo drugačno pot. Tvoj roman je zelo poetičen na nek način, ampak ne bi rekel, da ni realističen, ne bi rekel, da je zelo metaforiziran, ampak ti znaš, veliko se poigravaš s temi zamolki in s tem, da pravzaprav fragmentiraš neko realnost, skratka prikažeš nek prizor zelo tako po posameznih podobah, posameznih slikah. A je to tvoj specifičen slog, zdaj nasploh recimo, ker zdaj imaš za sabo že drug roman si že napisala, zdaj že veš, a je to nek tvoj slog, a je to samo slog Ajača ponovno, zato ker se ti je zdelo, zato ker je bilo ta material lažje, skratka, tudi nekako skozi to fragmentacijo, ker domnevam, da pač gre tudi za to, da se spomin lomi, ne? Skratka, da se pač, seveda se pripovedovalka ne spomni svojega otroštva zdaj popolnoma, ne? Ni Lojze Kovačič, ki si je zapomnil vsak detajl. Ali je pa to, skratka, a je to nek tvoj individualen slog, ki ga boš zdaj še razvijala naprej, ali je pa to zgodba zahtevala ta slog? Zdi se, jasno mi je bilo, da se bolečina ciklično vrača, da v bistvu je vse nekako krožno in da ne bi mogla te bolečine prikazati, se mi zdi prav, če bi želela pisati linearno, hkrati pa mi ni bilo do tega, da bi ustvarjala dodatno napetost. Že tako se mi je zdela tema dovolj težka in želela sem napisati stvar tako, da jo lahko odložiš in začneš kjerkoli. Ne vem sicer, če to res čist deluje, pač morda bi kakšna informacija manjkala, ampak posamezne podobe
bi morale biti dovolj močne, da stojijo tudi same zase. Torej, zagotovo, bolečina je ciklična, pa ne ustvarjanje suspenza, zato da držim bralca, bralko ob sebi. Ker ne, nočem tega. Aha, nočeš tega. Ne, vem, da je to fino, ampak mi gre... Jaz imam Eleno Ferrante obožujem. Jaz mislim, da je ena najboljših storytellerjev, pač zdajle sploh. Muka mi je brat v bistvu, ker vem, kaj dela. Sally Rooney, recimo, podobno. Ne me držati, prosim, ker pač moram iti kosilo skuhati, ker moram pa otroke vrteti, lahko prosim, ne, ker moram živeti, ne, ampak po eni strani je fino, pač verjetno, da obstajajo različni načini, ampak mi gre na živce, no. Ker v bistvu držijo to ljubezensko zgodbo, ne, kako bo ali ne bo. In potem mislim, sama pri sebi sem opazila, da seveda bom preskakovala nekatere pomembne dele, samo zato, ker sem tako radovedna, kaj se bo zgodilo. Jaz pa tukaj ni nič za preskočiti v tem smislu, tudi ni tako dolgo, da bi trajalo neskončno in pač samo bodi tam ob tem odlomku in poskus čutiti, kar so čutili te ljudje, no. Nočem ti preveč razbiti tvojega mehurčka ali pa karkoli, ne. Jaz mislim, da obstaja več načinov suspenza, veš. Jaz mislim, da to, kar ti govoriš, je seveda suspenz, naracije, zgodbe, ne. Ampak jaz mislim, da ima tudi tvoj roman suspenz, prosti. Zanimivo, Jaz ne bi rekla, ne, ampak morda jaz sem res dolgo bila s tem in tudi kako jaz sem pisala, to ni vse zloženo po vrstnem redu, kot sem jaz pisala. Pišeš tako zelo, se pravi, si posamezne prizore v resnici pisala. Začelo se je popolnoma drugače. Je pa še ena stvar, jaz sem to med covidom pisala. Jaz sem bila doma pač z otrokoma. Tudi čas, ki sem ga imela na voljo za pisanje, je odmerjen. Ali zelo zgodaj zjutraj, ali tako. In v resnici sem morala to, kar je bilo, napisati hitro, učinkovito, kratko, tako da sem si... In potem, ko je prišla, mislim, ko sem pisala najprej v bistvu o nesreči in arhive, mislim, časopis, pogovori in tako naprej, so te fragmenti bili, ne, kaj sem ji povedala. Jaz sem skušala slišati prave stvari. Mislim, takrat, ko se prelomi glas, takrat, ko se utihne v telefonu in ne vejo, kako bi v bistvu besedali, že 100-tič verjetno, to eno in isto stvar. Mislim, presenečena sem bila, da kljub temu, da je bila ta zgodba vsaj doma pri nas, že to je res, ne, od začetka tokrat slišana, da v bistvu vsakič znova so stvari, ki niso bile zaključene, ker ne morajo biti. In to je neskončno težko, da v bistvu ti ne najdeš tega miru. Sej jaz verjamem, da nekateri so bili tega zmožni, so bile okoliščine to drugačne, ampak verjetno večina teh svojcev ali pa otrok vsaj ni dobilo ustrezne pomoči in to se zapiše. To je ostane. Ampak mi je zanimivo, ker to je zdaj ena taka precej aktualna tema, oziroma precej zanimiva, zato ker zdaj pač res znanstveniki ugotavljajo, da se tudi tragedija oziroma ta nek občutek travme, da se to prenaša na otroke, da se prenaša skratka tudi da se vpiše v DNK, dobesedno, ne, v DNA, no, DNK je slovensko, se prečujem, po DNK-ju. In se mi zdi ena taka zanimiva, ampak po drugi strani pač govoriš in govoriva pač o tem, tragični, gotovo je tragična letalska nesreča, ampak meni se zdi, da potem junakinja vendar tudi skozi svoje spomine ves čas ugotavlja, da je bila mama, predvsem mama, tudi oče seveda, že prej tragičen lik. Da ni nesreča tisto, kar jo dela tragično, ampak da je v bistvu, kaj jaz vem, ta ujetost v nek zakon, ujetost v neko razmerje, želja po nekih možnosti, to nenavadno sovraštvo, ki ga včasih čutimo do mlajših, zato ker imajo možnosti, pa ker vidimo v njih sebe in mogoče tudi tiste možnosti, ki smo jih mi seveda zamudili zdaj že, ne. Se mi zdi, da je to neka da je bolj to tragedija tega lika in meni je zaradi tega pač lik mame izredno se mi zdi živ, izredno kompleksen, ker je ni zaznamovala samo ta tragična nesreča.
Ja, zagotovo. Jaz mislim, da je mama, torej Iva, ta prva, je tista, ki ne more uiti, ki zaradi okoliščin, v katerih je, predvsem tudi zaradi otrok, ostane, ker je ona pač iz Kolpe oziroma od tam je prišla, potem sta tukaj v Ljubljani, oče je, kakršen je, ona nima moči, verjetno tudi ne finančnih možnosti, da bi stvari spremenila, ne želi drugače. Sicer v tem ni, ne vem, če je to res razdeljeno, verjetno se bolj sluti, ampak ona ostane in je to zagotovo tista tragičnost, ki potem se ona na svojo hči v bistvu prenaša, kot ti boš moja pomoč, ti boš v bistvu naredila to, kar jaz ne morem, jaz to počnem zaradi tebe. Ne, in to so zagotovo vzorci, ki so strašno strupeni in težko je to preseči, verjetno. Yeah. Ampak največji trik je žal ali pa kakorkoli že v tem, da naši starši, naši recimo predniki so morali ostati skupaj tudi zaradi nekih družbenih vezi, ker se je pač na ločitev gledalo kot na katastrofo, ker je seveda tudi ženska ni imela enakih možnosti pač oditi in kar biti. Ampak nekako mi zdaj te možnosti imamo, recimo današnji par in tudi recimo zdaj Iva kot pripovedovalka ima to možnost pač oditi, a ne? Ampak mi smo pa tukaj zdaj zacikleni v neka čustva in je pravzaprav, ne vem, če je kaj lažje. Meni je zelo zanimiva ta dilema, ki gledaš. Jaz definitivno berem in absolutno vem, da je zgodovinska pač ta dilema, ki vidiš to, kar si ti rekla, da je nakazano, ampak jaz mislim, da to vsak razume, zakaj pač je mama tragičen lik in zakaj pač res ne more iz tega zakona, ampak potem pa imaš mlad par, nov par, ki se pa zafrkneš s svojimi čustvi v resnici, zato ker nekdo, vsaj tako pač partner glavni junakini očita, ne more ven iz neke zaciklenosti v čustva. Tako da, a je kaj drugače? A vidiš ti, a si ti, ko si lika, se ti zdita bolj podobna med sabo, se pravi obe Ivi, ali misliš, da je vendarle neke razlike, ki jih je tudi čas, kaj pa jaz vem, ali pa družba prinesla? Zagotovo so razlike. Mislim, razlika je verjetno predvsem ta, da Iva, protagonistka in pripovedovalka, s tem nekaj počne, s to bolečino. Če tudi ta izhod ni izhod iz odnosa ali pa pač še nek občutek, da bo še poskušala, čeprav se vrača nazaj, ona s tem nekaj naredi. In to se mi je zdelo v resnici ključno. Da če tudi pač je tako, kot je, da greš tja, da narediš nekaj s tem in to očitno zapišeš. Da s to bolečino nekaj naredi. Potem pa v upanju, da sledi še kakšen drug korak za njeno verjetno lažje srce. Zanimivo, da si to rekla, da zapišeš. To je tudi ena taka ponavljajoča se tema, ki se meni zdi zelo zanimiva. Jaz dostikrat recimo dobim rokopise, kjer zdaj se prečujem vsem gledalkam in poslušalkam, ker bom zdaj to zelo specificiral, ker bivši učiteljice slovenščine napišejo recimo svoj prvo, ko se upokojijo, napišejo svoj prvi roman in ta roman je ponavadi njihova življenjska zgodba. In potem ti to bereš in se ti zdi, seveda je to za človeka zelo pomembno, nekdo je dal nekaj sebe, ampak ni pa to še tako literatura. Ampak jaz vseeno verjamem, da je za njih pomembna z nekega terapevtskega vidika. Skratka, napišejo to in dajo od sebe. Ampak kar se glavni junak in kar se protagonistki Ivi zgodi in kar je Jasper tudi očita, je pa nekako tako, ker jaz osebno pa nikoli nisem tako dojemal literature. Meni je vedno bil problem, da recimo zdaj, ko si ti razkrila, da si pisala poezijo, ko si bila najstnica, ti seveda tudi jaz povem, da sem napisal poezijo. In jaz, ko sem zelo, zelo slabe volje, pa ko imam slabe dni, in tako, grem brat za nazaj, kaj sem pisal. In takoj vem, zato ker je to kot dnevnik. In se lahko takoj dobim ta čustva nazaj, vso to, ta teenage angst, ki sem ga čutil, vso to. In ko zdaj gledam tako, a je to bila res terapija? A sem jaz s tem, ker sem to napisal, dal to od sebe, a sem v resnici postavil spomenik tej svoji
žalosti, depresiji, karkoli sem pač v tistem trenutku čutil. In jaz mislim, da tukaj, kogarkoli navijam za protagonistko, mislim, da ima Jasper prav. Ja. To, kar ona počne, je težko reči, da je to terapija. Ona pravzaprav mrcvari sama sebe, mrcvari in oni reče na neki točki, ne, preteklost je zate Bog. Ti si preteklost, to družinsko travmo postavlja na mest Boga. Ja. Se pravi, kakšna je vloga pisanja literature tukaj? Kje si ti, a ti verjameš, da recimo junakinja, tako kot si rekla, ona zapiše to, pa nekaj naredi s tem, ali je to lažno upanje? Ja, zdaj sem te dobil, ja. Ja, ne vem. Upam, da ni lažno upanje, da je v resnici sprememba, ampak ona res to počne na zelo nasilen način. Sicer sama jaz pisanje dojemam v bistvu kot ni najbolj prijetna stvar. V resnici, ker če je pravo, jaz kadar čutim, da je pravo, takrat v resnici je prisotno tudi telo, tako zares, srce bije, ne počutim se dobro, vem, da sem prišla do točke, kjer bom morala globoko dihati, da bom lahko prišla čez in tako. Ampak če bi lahko povezala to, kar jaz verjamem, pa kako potem speleš te stvari, pa potem, ko odložiš, ja, se spremenijo stvari. Ker na nek način greš do konca, vidiš, kje je bolelo najbolj in potem se lahko odločiš, ali pač to predihaš, ali pač greš naprej, pa napišeš še eno, pa še malo boli. Aha. No, sej to je tisto, nekaj. Jaz moram tudi priznati, da nikoli tudi nisem posebej verjel v to, oziroma vedno, ko se zdaj zadnjih 7 let, kar delam na Cankarjevi založbi in kar res intenzivno delam tudi z izvirno literaturo, jaz pogosto opažam, da grozno se počutim sicer ob tem, kdaj, ampak jaz opažam to, da seveda bo avtor trpel. In včasih, ko avtor trpi pa piše, jaz vem, da bo dobro. In meni je grozno, ker se počutim kot urednik v neki res grozni vlogi, ker si pač ne želiš srečnega avtorja. Mislim, grdo rečeno. Ampak jaz si želim nekoga, ki bo šel globoko vase. Ja. In bo, ne vem, in recimo, ker si omenjala recimo Dijano Matkovič, jaz vem, kakšne pogovore so midva imela. Si predstavljam. Ja, telefonski pogovor, ki me je klicala in tako, in jaz sem bil po eni strani hotel biti prijazen in dober in večkrat reči, Dijana, nehi odloži za nekaj cajta, ampak po drugi strani sem pa vedel, da nastaja nekaj res dobrega. To se čuti v tej knjigi ves čas in mi je popolnoma jasno. Ja, ne vem, verjetno je to tudi stvar učenja. Mislim, tako čist zares. Vedeti, ne vem, da so trenutki, ko pač, da je v naslednjem romanu, tem, ki pač lahko si to prvoščem, lahko si to pisanje prvoščem, zaradi tega, ker lahko pisalo odložim. Yeah. V resnici grem lahko morda veliko globje, kot bi šel lahko nekdo drug, ker je tudi svet okrog mene takšen, da mi to omogoča. Torej, na nek način varen, da jaz lahko potem odložim pisalo in sem v redu. Če čist tako pomislim, kako jaz s tem skušam. Sem pa opazila, da je drugače, ko pišem ali pa kadar ne pišem. Po eni strani je želja, da je nujno, da moram, po drugi strani zagotovo neki neprijetnosti, pa potem spet zadovoljstvo, ko je editing, ker tisto je nekoliko drugače, pa je spet nekdo drug prisoten, posebej, če je to, da nekomu všeč, da nisi čist nejasne stvari napisal. Ne vem, jaz verjamem, da se da. Mislim, da je v bistvu oboje potrebno. Da ni to v resnici nič nenavadnega. Ampak je pa tu en zelo težek sociološki vidik tega pisanja. Se pravi, veš, ti si ženska, mama si in ni isto, ne? Jaz se o tem dosti pač pogovarjamo, zdaj tudi seveda s kolegi, ki pač rečejo, ne, jaz dostikrat, recimo, ko govorim preko tudi Vilenice in tako, kdo pošilja, recimo, na tale naš, recimo, SEP, ki imamo, skratka, en natečaj, kjer ti dobiš, neko knjigo, ampak dobiš hkrati ti povabilo v Slovenijo in moraš za nekaj dni sem priti, ne, in ugotavljamo, da so večinoma moški pisatelji, ne, in je logično.
Zato, ker še vedno živimo v družbi, kjer je ženska tista, ki ostane ob otroku in ženska si ne more kar tako privoščiti, da bo šla zdaj pa pisati za 1 mesec v Berlin, če ima otroka. Ne? To v naši kulturi še vedno ni podobno in enako mi je zelo nenavadno. Razumem, kot ko govoriš o pisanju, je dobesedno to, kar jaz mislim, da pisanje in tako, kar so rekla, ne, da res telesom pišeš, ti telesno pišeš. Jaz tudi ugotavljam, da ker sem pisal najbolj resnične reči, kolumne, kakorkoli sem že pisal, je prav tako, tudi kljub temu, da zdaj pišem na računalnik in ni več tega stika s papirjem, kot je bil včasih, je pa vseeno ta neka sključena drža, jaz padem tipkovnico, res noter, ampak ti pa po drugi strani praviš, da recimo med pandemijo, ko si pisala Jače ponovno, si imela zelo malo časa, ampak kako si pa potem tole, ker jaz ne vem, ampak jaz si predstavljam in tudi tvoj roman je zelo tako skonstruiran, zelo natančno v končni fazi in jaz mislim, da tisto, kar si pa rekla, jaz opažam, da je tvoj roman mene, ki me je držal in zakaj sem ga prebral, ne vem, v nekaj urah in nisem mogel odložiti, je suspens globine, s tem rečem. Zato, ker sem jaz hotel postaviti še razmerja in ti je približno tako jasno, ker zelo dobro opišeš, zelo plastično, razmerje do mame, razmerje do Jasperja, razmerje do otroka, razmerje do aparata, ampak vsakič z novim prizorom to razmerje postane bolj kompleksno, bolj zanimivo in mene pač, vodilo me to zanimanje, ne? A bo ona zdaj od brata dobila kaj ven? A veš, ker brat je tako, ne, pač ja, briga ga, pač jaz sem tle neka opora, pa hkrati nisem, malo hočem imeti distanco, malo tudi ne ve v resnici, kaj hoče. To je mene tisto, kar me je pelalo in jaz sem si predstavljal, da si ti, ker vseeno kratek roman to v šusu napisala, ne? Ampak nisi mogla, ampak kako pa ti lahko padeš v pisanje in ne vem, kaj jaz vem, za pol ure, jaz si to res ne predstavljam. In da se potem, kako se odtrgaš od tega in greš, ne vem, da perilo prat. Ja, v resnici ne vem. To je najtežje, ker vmes sem večkrat tudi za nekaj časa prekinila pisanje, ker ko sem ugotovila, da je stvar, da je spektakel, da je nesreča, da je tega, sem odložila, ker sem rekla, to nihče ne potrebuje tega. Pač s tem ne bom dala ničesar nikomur. Ne, mislim, morda radovednežem, ampak ne na tak način. Tako da takrat sem sploh odložila, pa potem v bistvu to vračanje. Mislim, to je bilo tisto, kar je bilo najtežje. V bistvu tudi neka jeza me je spremljala. Zagotovo se čutijo te stvari, no, neka jeza me je spremljala. Zakaj se moram ves čas v bistvu vračati znova, ta prvi korak narediti. To, ki je bilo teh prvih korakov v bistvu v tem pisanju, nisem mogla nadaljevati in naenkrat napisati tega. Ampak to je to, kar sem imela. Ne? In nuja, da pišem, je pač tukaj in potem pač vzameš, kar imaš. Ne? Še vedno pa, ne, to je spet to, pač nisem rabila skrbeti, ne vem, za hišo ali pa za stanovanje ali pa za otroke ali pa za denar. Ne, sem imela nekaj te varnosti, ki je zelo pomembna. Ne. Jaz sem, ker pač imam še neko službo in sem lahko pač tako se preživljala pač sebe in oziroma pač svoje pisanje. Tako da to vse nekako potem uravnotežiti, da sem lahko prišla čez ta čas. No. Ampak ja, je bilo po korakih, pa po pol ure, pa pol ure je veliko. Ok, pol ure je veliko. Ja, res. Ja, je pa res, da tako, kot sva pač zdaj že večkrat omenila, so pa res fragmente, ne? Skratka, ti res lahko oblikuješ en fragment, pa potem z njim manipuliraš in ga postaviš kamorkoli hočeš. Ampak mogoče pri fragmentu sem vseeno hotel to še vprašati. A je tukaj, a sem jaz zdaj naiven, ker iščem te povezave skozi, ampak a je tukaj nekaj tega tvojega ljubezni do fotografije in do tega, ker se mi vseeno zdi, da pa tisto, kar se mi zelo pogosto ne zavedamo in danes je to precej drugače, kot si sama omenila, imamo Instagrame, imamo ne vem koliko fotografij zdaj na telefonu, če naše oblake pogledaš, je dobesedno preplavljen s fotografijami, ampak ljudje to nekako posnamejo, tudi junakinja to dela, da ne pozablja, recimo, da ne pozablja, ampak kar se meni zgodi, ravno ob obilici fotografije je točno to, da grem včasih nekaj pogledati za nazaj in priznam, da se spomnim fotografije, ki sem jo naredil, noč pa kaj je bilo prej, kaj je bilo pol. In je ta fragmentacija, kljub temu, da mi dokumentiramo svoje življenje do onemoglosti, do slabosti pravzaprav, še vedno ne moramo ujeti tega življenja in še vedno je ta fragmentacija med eno in naslednjo fotografijo, se ne spomniš več
niti kje si prav to po fotku, a je to ta spomenik, ki si ga tle ujel v Budimpešti, a to na uni ulici, a to del unga, kar si prej fotko, ali je to že del unga novega. Se pravi, bi rekel, da je ta nek drive pri fragmentaciji, ki sva sicer rekla, da je tudi na to, kako spomin deluje, ampak s tem je, jaz mislim, da zelo povezana fotografija in današnje življenje, kako ga živimo, ki je zelo vizualno. Ja, zagotovo. Mislim, fotografija je vplivala na pisanje, predvsem tudi zato, ker so fotografije moji prvi spomini tudi na nekatere jih opišem, tako da dejansko obstajajo. In je bil v bistvu to tisto, s čimer sem tudi jaz v bistvu začela, z nekim spominom, z neko podobo, ki jo imam. In jaz mislim, da se stvari tako zapišejo v resnici. Ampak to zapisano je bilo zelo globoko doživeto. In potem lahko nastane iz tega podoba. Zdaj pa obratno je, če pa ti delaš podobe oziroma ustvarjaš, slikaš, pa nič ne doživiš. Ker si pač se ukvarjaš s tem, da v bistvu ne čutiš tega, ker se umakneš. Ko fotografiraš tudi za res, ko sem bila fotografinja, nisi... To je drugače, kot biti tam zares. Ti ustvarjaš popolnoma neko drugo realnost. Ti ne čutiš tega, kar čutijo ljudje nujno tam. Ker posebej pač kot portretna fotografinja. Zdaj, boljši kot si verjetno, ali pa dokumentarni fotograf, če si fotografinja, so verjetno to ključne lastnosti spet, ki jih moraš odkriti, kako v bistvu razumeti, kako se telo odziva na stvari, ki se dogajajo in potem tudi bolj te stvari razumeš, kaj počneš. Ker ko se ti ukvarjaš s kadrom, imaš ti tehnične stvari, ki jih imaš v glavi, svetloba, ISO, zaslonka, zaklop, koliko hiter, kdaj bo kader, to, tretje, vse te stvari moraš vedeti. In seveda si s tem potem ne moreš morda to zleti ali pa na nek drug način. Ampak pri pisanju se ti zdi, da je podobna, se tudi ukvarjaš s tem, kako boš skonstruirala prizor z besedami. Tam pa ne. Mislim, ne, tukaj telesno je že skozi, se mi zdi, zaradi tega, ker zelo hitro začutim, kdaj zadanem ob stvar, ki jo moram razdelati in ker pišem na roke. Še vedno pišeš na roke? Ja, ta roman sem cel napisala na roke. Je morda bilo to še toliko, ker tudi seveda zvezek imaš veliko lažje s sabo kjerkoli. In je če moraš konstantno k računalniku, to so koraki, to so minute. Tako da sem pisala tako in morda je tudi to pomagalo k temu, da je šlo počasneje, ker počasneje pišem. Mislim, jaz na roko počasneje pišem, na računalnik. Tako da, ne, niso iste stvari in se ne ukvarjam, ko pišem, ker katera knjiga je bila že o tem, o pisanju, od ene, saj je znana, da pač shitty first draft, ne. To je v redu, to pač mora biti in potem, če je to dovoljenje, potem lahko karkoli. In ni problem, se bomo potem, vse to ni za nikogar in za nič, ne. Vedno se seveda borim s temi stvarmi, pač samo pazljivo pri samocenzuriranju, ne. Tukaj je najtežje v bistvu. To je v bistvu ta moja meja, no, ko vem, kako pa kam pa kdaj. No, ker poznam tvojega urednika, lahko rečem, da seveda si še napisala novo knjigo, a so kakšne zdaj, ki si prej rekla, nisi nič razkrila, a je tvoj slog zdaj tudi v drugi knjigi je podoben temu, a je tema, kaj je tema tvojega drugega romana, se roman, če se prav spomnim. Ja, je roman, zelo kratek. Materinstvo, v resnici, jaz bi rekla materinstvo, čeprav ne vem, če bo tako, enako bi rekla za tega, ne, ampak gre v bistvu za čas covida, ko mama ostane doma z 2 otrokoma. Potem so pa v bistvu njena želja potem, da ni zgolj in samo to in siljenje partnerja v pripovedovanje zgodb, ene točno določene zgodbe. Tako da to je tak grob oris tega, zopet pisanje, kaj to pomeni. Ampak ni pa, mislim, fragment, jaz bi rekla, da sem skušala iti, mislim, zelo mi je pomembno, da v bistvu, da sem tam. Ne nujno, da sem jaz ta protagonistka, to ne gre, mislim, ampak da v bistvu enostavno je jasno, s katerega mesta se te stvari pišejo. Da ne grem jaz zdaj v nek čas, ki je
ne vem, popolnoma in potem si izmišljam in se prepustim domišljiji. To je lušno, ne, v resnici, kako fino, ko začutiš, da imaš tisti flow in to se ampak ne, to je lahko si dovolim, pa napišem, ampak to ni tisto, kar je v bistvu tisto, kar iščem. Gre v bistvu za točno tiste teme in za zasledovanje nečesa in iskanje te prisotnosti in iskrenosti. Diana Matkovič, na svoj način je to naredila, ampak je občutek, da se konstantno v bistvu, da bi želela pobegniti, pa se vrne. Pri Eleni Ferrante recimo seveda tega občutka ni, to je v bistvu zgodba. Je zgodba. No to. No, super. Jaz ti moram povedati, da se zelo veselim tudi tvoje nove knjige, predvsem pa vsem, ki še seveda zdaj tole, ki so poslušali ali pa gledali, priporočam, da pač še vedno poiščejo Ajačo ponovno, da počakajo do tvoje naslednje knjige in jaz mislim, da res spet zdaj na prejšnjem podcastu sem govoril kot urednik knjige in sem se skušal malo zadrževati. Tukaj nisem urednik knjige, ampak sem samo glavni urednik te založbe, ampak vseeno moram reči, da je res izjemen roman in res se ti moram zahvaliti za zelo dobro knjigo, pa tudi za današnjo dobro družbo. To je bil namreč podcast Dobra knjiga, podcast o knjigah, ki jih je vredno brati, o katerih je vredno misliti, ter se o njih pogovarjati. Hvala ti, Iva, da si bila danes z mano. Hvala tebi. In pa vi pa nikar ne pozabite, knjiga ne pade daleč od police.